Pozdravljeni, tole je oddaja Popotnik, jaz sem Janin Klemenčič, tole je pa Martin Strel, ne boste verjeli. Še vedno. Čekaj, da si malo predstavljamo, recimo kakšna Soča ali pa Sava Bohinjka, kadar je veliko vode, kakšna stopnja je to? Soča je nevarna, kaj je nizka, ima te sifone. Ja, Sava Bohinjka je nevarna, kadar je veliko vode. To je klas 3, bi rekel. 3, ne. Se pravi, dvakrat huje je tukaj, ali pa še več. To voda šprica metri, to nastaje sifoni, to so sifoni, ki so dolgi. Ko prišel ta sifon, ste kar zrovani 10-12 metrov, leteš dol noter, ne. Kje bo Soča, Sava, to smo... Ja, pa kako so te pa potem spremljali? Sečon pa ni mogel... To je hudo, zame je bilo hudo za spremljevalce, raftarje. Jaz sem imel 2-3 rafte skozi Savo, ki so me spremljali. Raft se je pomekal oziroma umikal temu. Včasih je bilo tako, da mi pod raft potegnili in jaz se začel vrteti, jaz nisem spod rafta ven prišel. Jaz sem pod raftom bil na 5 gor, noter, raft na meni, nas je vrteli, mene je sapo pobirali, ko sem dvigal, nisem enostavno spod rafta mogel ven prejeti, ker nas je vrteli, rolali. In to... Skratka, ni enostavno. Ko se jaz to spomenjam teh stvareh, ne, in plavati, zato sem pa jaz, zakaj sem jaz uspel. Ko se je to začelo, ko sem jaz takoj videl, kaj se dogaja, ko so meni lokalci povedali, pej domov, umrl boš, ker so vsi umrli, ogromno plavali, ki Kitajska je želela, da nekdo Jangtse premaga. Nobeden ga ne, edini sem ga jaz. Ko sem jaz to zvedel, sem tako... Ampak sigurno mi je treba tudi malo sreče, ne? Ni samo sposobnost. To je stvar organizacije. Jaz sem rešil to zadevo sam. Če ne mene bilo, ne bi bilo premagan. Ker sem takoj klical ambasado, ker vlado, predsednika vlade, rabim 150 ljudi. Zakaj? Zato, da bo šli gor v stene, da bo v kanjoni viseli po 80-100 km dolgi razdalji, da mi bojo govorili, kam pet, levo, desno. Ker ni časa, ko si ti v kanjoni, jaz ne vidim naprej tako daleč, kaj se bo dogajalo. Rafti pa ne smejo iti tako naprej, da me ne ujedijo. Čakaj, potem oni radijsko sporočijo to tistim v raftu, oni pa tebi, ker ti verjetno nimaš kakšnih slušalk na sebi, ne? Ne, ti moraš, mi imamo walkie-talkie, se pogovarjamo, ne, ni problema. Saj bil Slavko Šetina, tak je umrl ta novinar tudi, ne, pa je penist, pa reševalc, pa tako. On ima 700 metrov vrveso tudi mene, ne, Savo, za vsak slučaj, če bi bilo treba mene dvigniti, potegniti iz kanjonov ven. To so imeli vse naštelano. Namreč, če ti Kitajsko ne razumeš, ne moreš preživeti. Mene je Kitajsko, jaz ko sem končal Mississippi, smo se takoj povezali s kitajsko ambasado, je prišel nov ambasador, prišel iz Nemčije, iz Romunije, ne vem točno, da se nam zmotil, fajn človek. In oni so mi takoj ponovili učenje kitajščine. Jaz sem se takrat začel učiti kitajsko, ker če ne razumeš kitajsko, če ne znaš povedati po kitajsko, potem z njimi komunicirati ne moreš, ker ti ljudje pa kitajsko ne znajo. Oziroma ti ljudje pa angleško ne znajo nič.